Stana. To je zgodba o Stanici. Preprosta zgodba o zapletenem življenju junakinje, ki se je skozi življenje ves čas pomalem upirala mrzli dreveneči in hromeči samoti, ki se je grozovito bala. Najbolj od vseh groženj. Njeno življenje ni bilo, kot bi imela za seboj green screen in bi lahko po izbiri na ozadju menjavala scene in slike ter prestopila v kako drugo zgodbo. Dekletce Stanica ni odraščalo in na to odraslo kot v filmu, ki mu morda manjka le malo boljša infrastruktura, vključno z opremo, tehniko in postprodukcijo, v katerem pa imajo ravno kršitve pravil in nepredvidljivosti velik potencial za uspeh. To, kar je v svetu filma zelo cenjeno, v Staničinem svetu zagotovo ni bilo. Njena zgodba je navidezno običajna in mirna. Nič v njej ni takega, nobenega zoperstavljanja, nič, kar bi povzročilo resnejši pretres ali pomenilo čustveno grožnjo za opazovalca. Prav tako zgodba nima posebnega entuziazma za karkoli, tudi za večje diskrepance ne. Še pravega orientalizma ni v njej. Zgodba pač. Z nekaj vrinjenimi tematsko obarvanimi deli, brez retro folklore. Popolnoma prototipna zgodba o dekletu brez bratov. In o življenjskem poklicu, za katerega se kdo drug za nobeno ceno ne bi odločil. Stana je izjemno natančna in urejena oseba. Živi dostojanstveno, kar mu dovoljuje privzeti položaj. Oblači se v moške obleke. Pod temno-modrimi suknjiči, redkeje pod temno-rjavimi, oblači srajce. Gumbe na obleki zapira, medtem ko ima zgornji gumb na srajci vedno odprt. Stana je visok kakih 170 centimetrov, težak pa najmanj 95 kilogramov, zato je suknjič preko trebuha precej tesno oprijet, hlače pa tudi nekoliko krajše, kot takrat, ko je kupil te ali celo tridelne komplete. Na levi roki ima težko uro s pletenim zlatim pasom in precej glomazen prstan na prstancu. Črni oniks je glavni element prstana. Kamen je postavljen nizko na prst, tako da ne izstopa po višini in se prstan ne glede na svojo velikost lepo ovija okoli prsta. K temu izgledu bi bili obvezen dodatek le še rokabili zalizki. Nosi klobuke. Ko odhaja od doma, prime klobuk z desnico, ga preloži v levico in nato povezne na glavo. Pogleda se v ogledalo, zamiži na eno in na drugo oko, stopi korak naprej, razširi ustnice in si pokaže obe vrsti zob. Zdaj grem, si reče. Čeravno je njegov obraz zmeraj nadmero resen in so kotički ustnic v gubah mehkih ličnic običajno obrnjeni navzdol, je Stana topla oseba, ki ti daje občutek varnosti. To umirjeno podobo zmoti le pogled na njegovo desno roko, od katere se potem, ko ti enkrat nanjo pogled uide, skoraj da ne moreš odtegniti. Desnici namreč manjkajo sredinec, mezinec in prstanec, kar je precej nenavadno za poslovneža v obleki. Ob posebnih priložnostih Stana okoli 2 prstov in 3 okrnkov desne roke ovije molek iz volnene preje. Težko je govoriti s Stano. Ni mož od besed, zelo veliko je tiho. Pol leta nosi Stana velike težke plašče. Pravzaprav nosi velik težek plašč, istega že 3 desetletja. Vsako jesen gre ta plašč k sosedi na leseno gobico. Pošijejo se oguljeni deli, porežejo zanke, zategnejo gumbi in ta isti plašč, pretežek za ženska ramena, je pripravljen za še eno bitko z mrazom. Rad izgleda kot profesionalec. Njegovo življenje je odvisno od zunanjega videza. Kar mi ni všeč pri njegovi modi, je le njegova čudna strast do zlata. Prstan, ura in debela verižica. Vsi ti okrasi mi učinkujejo primitivno. Zagotovo pa mu ne morem povedati, kaj si mislim o tem.
Na obrazu nosi zmernost in treznost zgodaj in na hitro dozorelih ljudi. Na njem ni sledi zakotnosti, prej obzorje sveta. Živi nedaleč od cerkve posvečene Sveti Petki, slavni svetnici, zaščitnici žensk, polni čudežev. Stana, prav tako kot devica Paraskeva, hrepeni po asketskem življenju. Težko je našteti napore, trpljenja in demonske skušnjave, ki si jih delita. Stana meni, da je srce središče človeka. Notranji oltar, v katerega lahko vstopi nekdo, ki se žrtvuje in kjer se dogodi združitev s Sveto Petko. Stanova enost s Petko je njegova oblika duhovnosti. Gospod si želi čistega srca, pravi evangelij. Čista devica si ostala in čisto svoje srce si dala Bogu, o najčudovitejša svetnica, Sveta Paraskeva, naš ideal, pa pravi najljubša Stanova hvalnica. Novo ime. Dvojna imena se od nekdaj pogosto uporabljajo. Od Sulejmana, ki se je imenoval tudi Konstantin in Husein, do svetega Elije, ki je imel še ime Mustafa. Od Leva Davidoviča Bronstina, poznanega kot Leon Trotski, do Doroteja Aranga, znanega kot Pančo Villa. Prikriti svoje pravo ime predstavlja moč šibkega proti močnejšemu, proti pobiralcem davkov, vojaškim nabornikom, čarovnikom, zastopnikom inkvizicij, skratka višjim silam, tako posvetnim kot božjim. Preimenovanje je edinstvena oblika upora, junaško dejanje. Stanica je s spremembo imena dokončno spremenila svojo identiteto. Stvari so se nakopičile okoli mojega starega imena, pravi. Bil sem nekako ujet. Sprememba imena, postala je Stana, je bila del očetovega hrepenenja in ideje, da ime predstavlja definicijo moči. Preimenovanje je pomenilo preoblikovanje sebe. Z novim imenom je fant končno dobil novo moč, ki mu je prej bila še nedosegljiva. To je bil še en očetov žig. Gentleman. Deževen večer je. Možje prihajajo v kavarno, odpenjajo jakne in s pogledi iščejo pristan. Ljubiteljski kvartopirci za mizo otrpnejo s pahljačami kart v rokah in se topo zazrejo v vsakega novega prišleka. Drugi počasi nosijo k ustom majhne stekleničke iz debelega stekla in nato priprtih oči sunkovito srknejo vsebino. Namah. Natakar občasno glasno zapre predalnik z dnevnim zaslužkom, kot bi želel opozoriti nase in na dejstvo, da on dela. Nima blagajne, ki bi zazvončkljala, ko se odpre spodnji predalček. Ima le lesen predal, v katerem so še blazinica z žigom, nekaj svinčnikov, sveča in baterija. S seboj med mizami nosi majhen karirast papirni blok in veliko črno denarnico z mnogo predali. A drobiž od mize do predalnika nosi kar v žepu hlač. Vse to govori, da smo v majhni provincialni gostilni, kjer je vsak novi obraz nemudoma opažen. Te gostilne so si vse podobne. Opremo poznaš že na pamet. Prav tako tudi vonj, ki v lokalu ostane še dolgo potem, ko so gostje že izginili v temo noči. Nekateri so čez prag izstopili pojoč, drugi zibajoč. Občasno je kdo tudi poletel čezenj, če je po srkanju iz frakljev zavrela kri. Bledo rumenkasta svetloba žarnic odseva v ogledalih in daje občutek, kot da se vračamo v izgubljene, nejasne kraje. Zatemnjena in meglena luč, ki se oprijema cigaretnega dima, daje občutek, da sicer morda živimo zdaj, a živimo bistveno počasneje, ali pa z neko nejasno drobno pomoto realnosti. Nekaj je drugače. Ta kraj je pokopališče potrošenih ur. Stavki, izrečeni med obiskovalci, se gibajo v nedoločenosti, v polju nikogaršnje zemlje, zreducirani na najmanjšo količino besed.
A vendar imajo te družbe način, da te postopoma vključijo v razpravo, da te ujamejo v zgodbo in še preden se sploh zaveš, si že v njej. Ne predstavljam si, kaj bi se zgodilo, če bi v tem mestu senc nenadoma eksplodirala glasba v največji možni glasnosti. Ali bi vsi zmrznili od groze ali celo zbežali na plano? Morda pa sploh opazili ne bi. Poskušam biti tak gost, ki ne pritegne pozornosti. Vstopila sem v anonimno prisotnost in sedla v kot s temnim lesenim ozadjem. Nočem, da gostje pogledujejo proti meni. Nočem imeti atributa, ki bi me definiral in ločeval od njih. Želim si samo od znotraj pogledati življenje običajnih večerov v običajnem kraju, osvetljenem z običajnimi bledorumenimi lučmi. Nikomur se ne morem približati, vsak je zatopljen v svoje. Osamljenost samih je neizmerna, družabnost družabnih pa prav tako. Predstavljam si druge kraje, enake kot je ta, kjer ljudje prav tako ob tej uri preživljajo večer v dimu, v svetlobi šibkih žarnic in si delijo zgodbe. To je občutek meglene nejasnosti tega kraja in vseh takih. Prvič vidim te obraze, stotič pa vidim take. Nosijo uteži navad, ki me nagovarjajo. Pri mizi v kotu sedi neobrit postaran pijanec. Sedi s steklenico piva v eni roki in s prižgano cigareto v drugi. Sam zase prepeva stare pesmi. Kar naenkrat, sredi napeva, krepko zatisne oči. Čustva se povzpnejo v hiter krešendo, dokler iznenada s preveliko gesto ne trešči steklenice piva ob tla in ga koščki stekla ne porežejo po roki. Vstane in curljajočo kri na dlaneh počasi obriše v srajco. Še malce prej obvladan mož v kotu je kar tako iznenada, s pivom v roki in žganjem v krvi, vstopil v stanje prelivanja čustvenih barv. Zlomljeno srce se na Balkanu jemlje sila resno. Tukaj vsakogar, in prav vseeno je, ali je pravoslavec, musliman ali katolik, glasba, pesem spravi v jok in v odmevanje jokov. Nihče se ne odzove, vsak mirno nadaljuje svojim večerom. Pritajeno, narahlo in sotovoče drugi obiskovalci v kavarni odpojejo baladno pesem. Med njimi je Stana. Prav lep je, gosposki, mogoče celo boemski. Uživa v družbi in drugi uživajo z njim. Spoštljiv je do ljudi. Živi v skladu s preverjenimi duhovnimi, tradicionalnimi vrednotami. V njegovo življenje so vtkane navade, vsakodnevni rituali, v katerih, vsaj videti je tako, je srečen in izpolnjen. Ljubi glasbo. Spomladi in poleti ima Stana, kot mnogi drugi, na stežaj odprta okna, še posebej med vikendom. Ko na radiju zasliši priljubljeno pesem, kakšno od tistih predirnih radijskih popevk ali popularnega izvajalca, ojača zvok radija na maksimum. Nikomur se to ne zdi arhetipska zaostala lokalna zabava ali manifestacija tradicionalnega kolektivnega veselja v živosti življenja, kakor bi to izgledalo na ključnemu popotniku, ki bi slučajno vstopil v tako zvočno inštalacijo. V glavnem vsi poslušajo enako glasbo. Tako, ki ji Stana pravi pesmi ljubezni, spominov življenja in najlepših človeških čustev. Ob takih dnevih je, kot bi sosedje med seboj živeli idilično, v ljubezni in prijateljstvu. Dvojnik. Stana je spoznal, kako je biti mož in deklica hkrati pravzaprav zares brezupen položaj. To je register, v katerem je odtujenost velika, odrezanost od najpomembnejših plasti sebe pa tolikšna, da ga to vodi v nezavedni obup. V navalu obupa se Stana prepusti raznim oblikam hedonizma, hipnim užitkom. Pretirano se ukvarja in razvaja s hrano, pretirano kadi cigarete in pretirano se vdaja pijači. Nevede skuša z nečim preseči svojo zavezanost brezupnemu, klavrnemu položaju in zaposliti impulze svojega ega, da bi bil on vznemirjen in potešen
si streže z raznimi ugodi. Ko je njegovo telo utrujeno od vnosov in hlastanja za takimi radostmi, se pojavijo grozljivi trenutki tesnobe, zdolgočasenosti in strahu. Takrat se zares zave, da nekaj ni v redu. Kar spet prebudi vzgon vnosa vznemirjenosti in pretiranih užitkov. Nikoli ne naredi kakšnega drugega koraka, nečesa, kar bi ga potegnilo iz tokokroga. Tako Stana kljubuje sam sebi. V teh vrtincih občasno vstopi v dert, odprtje duše. Takrat je Stana neobvladljiv in poetičen. In najbolj odrešen. Takrat edinkrat sprejme svojo šibkost kot lastno moč. Pozabi tudi na edini kvaliteti, ki ju ceni, disciplino in delavnost, ter na lastnosti, ki ju najbolj prezira, šibkost in ranljivost. Stana gre v gostilno vsak dan. Pravi, da je to prestižna institucija. Ob domačiji in delu je to njegov tretji dom. Nenadomestljiv prostor, neizogibno stičišče z neprecenljivim naborom ljudi, ki se jim ne more odreči. Za vse te like, večinoma ene in iste obraze, ki vsak dan, leto za letom sedajo za kockaste prte na mizah, je gostilna nezamenljiv prostor vsega. Ja, vse je neprecenljivo in nenadkriljivo. Ker je gostilna pač, kot pravi, prestižna institucija. Ko sva se prvič srečala, je bil Stana v svojem dertu. Postal sem varuh jezer. Neizmerno je bogastvo teh globin. Sedel je tam s svojo rakijo in cigareto. Niz kozarcev iz debelega stekla je dopolnil sunkovito izpraznjen novi glažek. Rakija je človekov največji sovražnik, a samo zajci bežijo pred sovražniki, reče na to Stana. Pepelnik je bil poln krepko sploščenih cigaretnih ogorkov. Razpoloženje za mizo je raslo. Natakar je bil, za vsak slučaj, v bližini. Naročale so se pesmi, odpenjale so se srajce. Nič več ni bilo obzirnosti, previdnosti in nelagodja, ki jih pa res da tod tudi sicer ni prav veliko. Nastopil je čas spontanosti. Vstop derta je bil nepričakovan, eruptiven. Stanova najžlahtnejša in najlepša čustva, strasti in spomini, radost in nostalgija so se prelili v evforijo. To je bilo emotivno sporočilo prijateljem in znancem o Stanovem dojemanju minljivosti časa in odsotnosti ljubezni. Večno buden varujem praznino teh jezer. In ko se v nočnih poteh prestrašim, v strahu zapojem stare pesmi, ki jih je cerkev dala mojim prednikom. Stana je dvignil kozarec, ga s pretirano gesto izpraznil ter ga dramatično postavil v niz k ostalim. Nato je v ta niz nekaj časa nepremično strmel. Napetost je še narasla. Še eno rundo, je zaukazal. Ob vinu se izvlečejo noži, ob rakiji pištole, pravijo. V scenariju, ki sem mu bila priča, me prav zares ne bi presenetilo, če bi kdo od gostov izza pasu potegnil kaj od tega. Še zadnji denar je šel za novo rundo. Vrisk in jok sreče sta bila del Stanovega izstopa iz njegovega vsakdana. Glasba je zadela dušo in aktivirala speča čustva. Kozarci so se lomili. Srca pa so ostala cela. Potem se je spustil mrak in vse je postalo črno. Mislil sem, da dežuje, ampak to so bile moje solze. Jok in užitek sta bila kot eno v tem sladostrastnem gledališču, v skupinsko individualni drami tistega večera. Iz sebe je Stana iztiskaval resnico, prasnil v grobe obračune, prikliceval spomine. Trenutek je postajal večnost, tisti večer pa je postal najpomembnejša noč, ker je Stana lahko vpil in jokal in pel do kraja. Ko se spet prebudiš, bo bolečina daleč stran. To je bila noč, ko sem srečala Stana in institucijo derta, tega uredništva za lepoto in ljubezen, ki prestopa meje.
Eden izmed njih. Odkar je Stana prišel na svet, je bil morilec, čeprav nedolžen. Mati je umrla ob porodu in to mu je ukradlo otroštvo. Življenje in smrt sta ob njegovem rojstvu trčila drug v drugega. Z njegovim prihodom na svet je očetovo veselje usahnilo, kot bi odrezal. Stana ni imel brata in bil je tudi tega kriv. Vse od rojstva nosi te krivde s seboj. Očetu pa se zaradi tega oddolžuje s strahom in ponižnostjo. Oče je užival v tem, da mi ni dajal stvari, ki jih je dajal drugim, in to celo pred mojimi očmi. To je bil način, ki si ga je omislil, da bi me počasi odrival stran, ven iz kroga. Oče ga je na začetku ljubil, a večkrat pretepal. Bojda vse iz same ljubezni. To je trajalo do njegovega 7., 8. leta, dokler se ni dokončno odločil, da bo Stana ena izmed njih, Virginiša. Odtlej ga ni več pretepal iz same ljubezni, temveč kadarkoli mu je padlo na pamet. Zdaj je to postal način, kako narediti tega otroka močnejšega. Pogosto sta se ruvala, z leti vedno bolj grobo. Enkrat je Stana očeta med borbo ugriznil. Ta ga je zato udaril z grizejo ženske. Nato ga je udaril še krepkeje, zdaj je Stana zajokal. Nato ga je udaril še močneje. Ne joči, moški ne jočejo. Na ta čudni in težko razumljivi način ga je imel oče v bistvu rad. Z očetom si nisva bila blizu, čeprav so vsi govorili, da sem izrezan on. Stana pa so ob rojstvu obdali angeli potrpežljivosti, ki so mu stali ob strani vse življenje. Ta angelska konstelacija mu je izkazovala najprijaznejšo gostoljubnost. Zgodaj je zapustil otroštvo in kmalu začel zatezati trakove okoli popkov dojk. Belo platno so mu zategovali tako tesno, da je komaj dihal. To naj bi onemogočilo rast prsi ali jih vsaj naredilo manj vidne. Ovijanje je postalo njegova jutranja rutina za vse življenje. Tako tesno povezan je odraščal v objemu strahu in stiske. Včasih se Stana vrne v stanje tesnobe, zdrsne v pobitost, v kateri je preživljal svoje otroštvo. Enkrat, morda 2-krat na leto se v njem naseli nek čudni občutek, ki se ga boji in se ga za noč ali 2 ne more otresti. Takrat ostaja nepomičen, kot bi bil zamrznjen, buden vse do jutranjih ur. Čez dan je nato nezbran in utrujen, izogiba se ljudem in delu. Potem pa se spet precej iznenada povrne v svoje običajno življenje. In ko ponovno nastopi taka noč, enako otrpne in čaka, da nastopi jutro. Čaka, ali bo takrat morda ljubljen. In čaka, da še enkrat živi otroštvo. Zdaj pravo in srečno. Zakaj se od mene zahteva, da izvajam čudeže? Včasih imam občutek, da sem samo odmev samega sebe. Nikoli se me ne sliši. Slišijo se samo odmevi mene. Svet v meni se je v pekel pretvoril, vsi ljudje pa vražji so duhovi. Obljuba. Staničino življenje je postalo znosnejše, ko je pri 11 letih zaprisegla. Duhoven. Prisežem pred Bogom. Stanica. Prisežem pred Bogom. Da bom živela in umrla kot mož. Da bom živela in umrla kot mož. Da bom varovala to skrivnost do smrti. Da bom varovala to skrivnost do smrti. Na večno devištvo je Stanica zaprisegla pred 20 pričami. Dogovor je bil sklenjen. Zdaj je pripravljena na nasledstvo. Morda bo usoda končno naklonila družini srečo. Kdo si utegne misliti, da so takrat vladale same kreposti, da je bila njena sveto zaprisežena nedolžnost položena med človeškost, milino, dobroto, odpuščanje, hvaležnost, ponižnost, blagost, strpnost in vse, kar se jih piše, da so dobre, toliko kreposti. Njihova imena donijo odločno
In kdo si utegne misliti tudi to, da je koj udarila gorjača, ko se je hotel narediti nered v resničnosti velikih in častnih vrlin. A gorjače imajo v teh krajih nema usta. In zaprisežene device so rojene v svet, kjer morajo krepko stati na tleh, brez pomoči zgoščenih etičnih imperativov vrlin. Devica Stana je torej pristala v enaki goščavi, kot sva pristala jaz in ti. Med enako težke in neudobne ljudi. Vonj v ogledalu. Stoji pred ogledalom in se precej dolgo opazuje. Popolnoma je miren. Le tu in tam minimalno premakne obrazno mišico. Morda nagne glavo na stran za kak centimeter ali počasi dvigne ramena. Roke drži rahlo od telesa, tako da zavzame več prostora. Tudi ko stoji, drži noge precej narazen. Ko hodi, pa dela dolge korake. Naučil se je nove govorice telesa, zvadil je zasesti več prostora okoli sebe, izmojstril je uporabo širših kreten. V bistvu je v vsakem ugibu dal novo dinamiko in artikulacijo. Lase si popravi s hitro, sunkovito potezo. Nato legato gib nadaljuje od vrha ustnic navzdol po liniji namišljene brade, kot bi si z nje brisal kapljice vode. Ob zimskih večerih si reže pramene svojih las, zavija jih v krpo blaga. Z odrezanimi prameni odšteva dneve. Ko pride pomlad, jih nato lepi okoli narisanega obraza v ogledalu. Dekle iz ogledala je njegova gledalka, ko vsako jutro vadi drže ali igra očeta. Ima velikansko zbirko las. Ko je podoba dekleta na ogledalu končana, začne lase lepiti na steklenice. Njegova soba je polna zelenih in rjavih obrazov steklenih mask s starimi lasuljami. Ko se gledam v ogledalo, vonjem svoje misli. Navadil sem se nanje, kot sem se na moško obleko. Moje misli imajo vedno enak vonj, po tobaku, po travi, lesu, motornem olju in rakiji. Vzame nož. Počasi z očmi usmerjenimi v ogledalo plitko zareže v obraz od kota levega očesa preko leve ličnice do ustnic. Vse se zgodi brez enega trzljaja. Njegov obraz je dobil brazgotino. To mu bo dalo več moči. Stana ni nikoli slišal za druge ženske, ki so se preoblačile v moške. Nič ni vedel o preoblačenju žensk na Nizozemskem, v Angliji ali v Nemčiji. V legendah, ki jih je slišal on, niso bile nikoli omenjene v moške preoblečene heroine, kot recimo slavljene junakinje v baladah viktorijanske dobe, in ni poznal romantičnih in herojskih idealov, zglednih pravih žensk. Ljudje, med katerimi živi Stana, kot da se niso spremenili od bibličnih časov. Še vedno so oblečeni v preproste monotone kroje, občasno v barvite noše in živijo na pol starinsko življenje. In v njihovih zgodbah ni takšnih herojk. Herojski sta lahko kvečjemu zvesta ljubimka ali ljubeča mati. Obe popolnoma pripravljeni odpuščanja sinovom, možem in očetom. Njegova zamisel o brazgotini na obrazu zagotovo ni črpala navdiha pri piratih. Če bi mu kdo povedal o sojenju 18 piratom pred nekaj stoletji na Jamajki, ki so jih povprašali o olajševalnih okoliščinah pred izrekom kazni in sta dva pirata pojasnila, da sta noseča, tega Stana najbrž ne bi verjel. Še razjezil bi se, češ da se dela norca iz njega. V svoji zgodbi o preoblačenju in imitiranju moškega je bil Stana popolnoma sam. Ves lik si je izgradil sam, prepričan, da za njegovo skrivnost ne ve nihče drug na tem svetu, razen očeta in tistih nekaj preživelih starcev, prič ob zaobljubi. Vseeno pa je znal dobro krepiti občutek lastne vrednosti. In s posebnim darom, značilnim za potomce padlih kraljev, je Stana znal vzbuditi spoštovanje drugih. Oče. S Stanovim bogom nekaj ni bilo čisto v redu in kmalu je prenehal verovati vanj. Prijateljeval je le še s Sveto Petko. Slikovito se je govorilo, kako da je življenje ubilo Boga v njem, da je postal brezbožnik. Vendar Boga v njem ni ubilo življenje.
Ubil ga je oče. Otroštva se Stana spominja s posebno žalostjo. Če se je obnašal vzorno, ga je oče vzel s seboj na delo. Neizmerno se je trudil, da bi mu bil všeč. Očetu sicer ni bilo kaj posebej mar za kaj drugega, kot za to, da se je Stana učil govoriti jezik moških. Razen tega mu je bilo vseeno, kaj ta otrok počne in kaj ga veseli. Tudi mu ni bilo mar za to, ali ga ima Stana rad, ali se morda počuti osamljen. Stana je po svojem otroštvu potoval brez očeta. Potoval je z novim besednjakom in z novim imenom. Oče ga je pri tem pustil popolnoma samega. Kot tiste otroke, katerih starši zanje ne gojijo nobenih pričakovanj. Pustil ga je samega, kot sina in kot hčer. Stanovo vedenje je postajalo vedno bolj prilagodljivo, prijazno, resno in odgovorno. Marljivost in ubogljivost sta ga usmišljali. V njegovi notranjosti pa je često zadivjala zbeganost, grozovita zmeda. Takrat ni več ljubil očeta. Začel ga je celo sovražiti. Njegovo vedenje se mu je zagnusilo, a ker je bil izrezani oče, je s tem, ko je za vse krivil očeta, za vse krivil še samega sebe. Čutil je brezmejni sram, da je očetov sin, in brezmejni strah, da bo kdo odkril, da je v resnici očetova hči. Edino zunanje znamenje te zmedenosti je bila drobna, skorajda otroška navada, ki jo je razvil pri kakih 12. Krepko je stiskal členke na rokah, da so pokali. Stana od teh zgodnjih let naprej pretirano udejanja dela, ki ga kažejo na videz idealnega. Kot kak atlas nosi težo sveta na plečih, opravlja nize zahtevnih nalog in podjetnih del, a večino brez pravega zadovoljstva. Sprva se novega dela silno razveseli, s strastjo se vrže v nalogo, a stamina izgine po nekaj dneh in spet se vrne tisto prazno občutenje sveta. Zdi se mu, da je njegova bodočnost brezupna in obremenjena s prisilo. Pravijo mu, da se je nezmožen prepustiti in uživati. A Stana ne razume, o čemu v resnici govorijo. Na zabavah se obnaša kot njegov oče, napije se, da popolnoma izgubi razum. Doma ima na to divje nasilne izbruhe, včasih kot besna ženska, včasih kot nasilni moški. Drugič spet se mu pojavljajo mistična doživetja. Pred njim se takrat odpirajo neznani svetovi. Mešajo se podobe teles, obrazov, izmišljenih predstav, prepletene so kot liki na poslikavah cerkva. Takih mogočnih zidnih poslikav Stana sicer še ni doživel, a njegova domišljija je samostojno utrla pot bujnim čarobnim podobam. Poslovnež. Danes je Stana poslovnež. Vozi motocikel s prikolico. Pri delu je tako dober, da bi lahko glede vsega ostalega imel mirno vest. Pa je nima. In zato dela veliko več, kot bi bilo potrebno. Pred svojim lastnim življenjem, pa tudi pred očetom, Stana beži v delo. Svoje bistvo, identiteto potrjuje z delom. Obseda ga slepa, poblaznela, religiozna opravilna dolžnost. Svoj obstoj legitimizira s storilnostjo, po možnosti z družbeno čim bolj priznano. Ravna, kot da si dejavnost, ki služi zgolj preživetju, ne zasluži spoštovanja. Vsaj primerljivo priznanega ne. Ponosno plačuje Adamov greh. Adam je bil zaradi jabolka obsojen na delo in vsi mi smo z njim podedovali isto kazen. Naša delovna morala morda res nima istega izvora in posledic, zaostritve krščanske moralnosti, ima pa podobne manifestacije. In najbolj banalno in sramotno izražanje je to, ki si jo Stana in Adam in mi na nek način delimo. In sicer, da javno uprizarjamo same sebe kot lastnike dela in zaposlitve. Življenje si je Stana organiziral na način, na katerega je neizmerno ponosen. Boga je zamenjal za usodo in za neizogibne zakone življenja. Zase pravi, da živi po načelu, ko kuješ svojo srečo, ne udari po prstih drugih. To reklo mu je z etične plati uspelo udejaniti dosledno. Ob tem pa še tudi dobesedno, ko se je neko jesen lotil dela s cirkularko. S sosedovo pomočjo je žagal drva,
pri čemer je starega moža eno od polen udarilo v prsi, da je izgubil ravnotežje. Stana ga je za silo ujel, bila je stotinka sekunde nepazljivosti in že se je zgodilo, da je kri brizgala naokrog. Od krožne žage so odleteli njegovi prstanec, sredinec in mezinec in obležali kakšnih 15 metrov stran. Še dobro, da so jih sploh našli. Žaga je scefrala tkivo in prsti so bili bolj poškodovani, kot če bi bila poškodba storjena z nožem ali s sekiro. Stana je zbral vse 3 prste v polivinilasto vrečko. Drugod bi jih nesel s seboj v bolnišnico, kjer bi opravili replantacijo, fiksirali bi kosti, zašili kite, živce in na koncu še žile, a to v njegovem kraju ni bilo mogoče. Vrečka s prsti je za nekaj tednov obležala v hladilniku. Njegova roka pa je postala čudna spaka z 2 prstoma, kot pinceta iz mesa. Stana je ponosen na dejstvo, da je velik del okolice odvisen od njegove pomoči, da se nobena pomembnejša odločitev ne sprejme brez njegovega konsenza. Deluje zelo dostojanstveno in odločno in nosi nepisano funkcijo starosti. In šele tistega večera v kavarni, ko sem ga spoznala tudi v Dertu, sem videla, kako krhka osebnost se zares skriva v tem poslovnežu. Pod sijem uspeha samozavestnega in prekipavajočega moža je bil obraz osebe razbolele od osamljenosti in izoliranosti, prepolne strahu pred zapuščenostjo ali zavrnitvijo in utrujene od jeze in solza. V teh krajih najdemo zgolj peščico žensk, ki so tako močno zaznamovale svoj čas in okolje, v katerem so delovale, kot ju je Stanica, Stana. Posegla je na področja tradicionalno rezervirana za moške. Na roki ima prsten in okoli vratu debelo zlato ogrlico in čeprav se mi še vedno zdi, da to zlato okrasje ni v skladu z modrostjo, ki jo sicer nosi, odraža ta nakit njegov uspešni prestop iz zasebnega v javno. Njegovo življenje bi lahko primerjali s tistim, ki ga živijo poslovneži v velikih mestih. Nešteto opravil, veliko odgovornosti. Sam sebi redno poje hvalnice o lastni marljivosti. In k takšnemu uspelemu življenju obvezno sodijo tudi obdobja mirovanja. Stana si je uspešno ustvaril ritem med aktivnostjo, napetostjo, sproščenostjo in občasno letargijo. To vidi kot dolžnost do sebe. Enako kot poslovneži v velikih mestih, tudi Stana živi v vzorcu menjavanja kratkega počitka z dolgo dejavnostjo. Njegov ritem je jasen. Delo, brezdelje, delo, brezdelje. Ta ritmični vzorec zato ne kaže na možnost, da bi Stana zlahka podlegel zgaranosti in izgorelosti. Če bi bil Stana japi v velikem mestu, bi imel manj vpliva na ustvarjanje lastnega ritma in bi moral podleči usiljenemu tempu. A ker to ni, Stani ni treba posegati po New Age knjigah, hvalnica počasnosti ali odkritje počasnosti. Tudi mu ni treba najemati slow counselors, prebirati svetovalnih priročnikov o meditaciji ali progresivni mišični relaksaciji. Stanov vaški čitaslov ima svojo sprostitveno industrijo, kafano. V kafani življenjska sreča preneha biti vezana le na delo in aktivnost. Tam je dopuščeno, da čas zgolj mineva, brez kakršnega koli naprezanja. Izkušnja. Obstaja veliko razlogov, zakaj svoje intimno telo, takrat ko odrastemo, držimo le še sami zase. Eden od razlogov je sram, drugi religija in morala, tretji preprosto mora biti tudi neko estetsko dejstvo. Videti stvari per se, kar samo po sebi napoveduje, da bi lahko nastala škoda, kot je to recimo brazgotina na lepem dekliškem obrazu. Gledam očeta ali bolje njegove hlače, ko odpira zadrgo. Takrat zagledam nekaj, česar v življenju še nisem videl. Morda noben predmet ne ponuja boljše priložnosti za premislek o težkih izkušnjah, kot bi bila lahko morda ta. Dekleta. Pogosto sanjari, v budnosti in spanju. Obtožujočemu pravijo, da ga bolj zanima fantazija kot resničnost.
Na kar Stana odgovarja z: zanima me resničnost, resničnost mojih fantazij. Kadar po njegovih žilah teče manj žganja in so zato njegove sanje plitkejše, je to čas za najtežje nočne more. Dekleta se igrajo pred hišno ograjo. Tudi moje sestre so z njimi. Hihitajo se, si šepetajo na ušesa in delijo največje skrivnosti na svetu. To mistično gledališče je uprizorjeno na drugi strani naše ograje, tako da včasih lahko slišim tudi njihovo opravljanje, a celotnega pomena ne uspem razbrati. Želim se jim pridružiti, a mi oče ne dovoli. Ne, ne greš ven, ne moreš se igrati z dekleti. Namesto da bi si tudi jaz delil skrivnosti s sosedami in sestrami, moram dvigovati uteži. Zame veliko pretežki kamni me čakajo na klopi pred hišo. Oče stoji ob klopi, nemo kadi in me opazuje. Izmikanje je prepovedano, zato pač začnem dvigati kamne. Vsakič, ko se ustavim, da bi se malce spočil, začne oče odštevati ponovitve od začetka. To lahko traja tudi več ur, včasih se onesvestim. Napol pri zavesti iz daljave slišim mamljive zvoke hihitajočih deklet. To so trenutki, ko tiho zajočem. V sebi. Ne toliko zaradi silovitih bolečin v mišicah po vsem telesu, ampak zaradi dekliških skrivnosti, ki jih ne smem vedeti. V tem razneženem trenutku oče prinese vedro vode in ga zlije name. Reci, povej zdaj. Takrat recitiram: jaz sem Stana, jaz sem Stana, kapitan Stana. Osamljenost. Stana pozna samoto, od blizu jo pozna. Zdi se mu, da gre skozi celo neutemeljivo življenje popolnoma sam in da se mu je samota naselila na obraz. In samota prinaša kazen. Boj osamljenega človeka z življenjem je lahko prav tragično patetičen. Njegovo upanje zlahka prehaja v brezup, dotika se skrajnosti. Stana zapušča samega sebe v odnosu z drugimi. Izgublja moč za odnose. Pravzaprav ne izgublja moči on, se ga moč zapušča kar sama. Nekaj zagospoduje nad takim življenjem, nad življenjem zadržanega in osamljenega človeka, ki živi v odsotnosti bogov. In takrat se mu zdi, da okamneva. In zasluti, da ne bo umrl zaradi kakšne nezgode ali pljučnice, temveč bo odšel neke noči zaradi globoke melanholije, ki jo je nanj pred toliko leti ob zaprisegi pred 20 pričami položil oče. Življenjska moč osamljenca se pričenja izmikati pričakovanjem. Pojavlja se dvom o lastnih močeh, preizkušen, kot da ni konec, in tudi ne občutkov dolžnosti in odgovornosti. In takrat tak človek zatrepeta. In takrat Stana zatrepeta. Tudi drugi ljudje občasno zatrepetajo, vendar trepetajo z manj moči in predvsem ne trepetajo tako zelo sami. Ti trepetajo tako, da se jih še da umiriti. Medtem pa je Stanovo trepetanje zamajanih čustev drugačno. Ima neprijetne simptome. Stana si takrat sname obveze s prsi. Dotika se krnov svojih dojk. To so nepravi užitki. Nikoli ne trajajo dolgo in oklevajoči dotiki so brez prave strasti. Kot bi se sram naselil celo v konice prstov roke, ki drsijo po ženski. V teh čudnih ljubkovanjih pred ogledalom včasih najde navdih. Morda pa moč in mir nista odšla za zmeraj. Morda se lepega dne spet vrneta, si pravi Stana, osamljenec. Zbere na kup vse preostale skromne moči, da bi le zadostile za nekaj časa, vse tragično zagrne s pozabo in se ponovno zažene naprej. Spet premore nekaj svežine, vznesenosti in spontanosti. A tam, naprej, se zadrži le na kratko. Odbije se in že spet prične drseti nazaj. Ti trepetaji postajajo vedno bolj intenzivni. In takrat, na skrajni meji, tako kot nekoč v otroštvu, Stana glasno kliče v gozd. In gozd mu odgovarja: jaz sem Stana, jaz sem Stana, kapitan Stana. To je grozljiva oblika samorazkroja. Pred Stano zija grozeče brezno tesnobe. Izgublja se zase in za druge.
potem pa to potemnelo brezno spet kdaj ponudi čudovit preobrat, uteho, ki tej krčevitosti samorazkroja in razrvanosti duha izpuli korenine in končno ponudi nekaj milosti. Kot bi v telo brizgnilo nekaj upanja in odrešitve, se tedaj Stana počuti trdneje in varneje kot kadarkoli prej. Nič več izobčen iz sveta, ne beži pred njim, ne meni se za svoje zablode in napake. Na tej ravni izgleda, kot bi celo odhod matere in zamera očetu ne imela bistvenega pomena. Koža na Stanovih licih je takrat za nekaj časa manj uplahla. Sprememba perspektive mu podari nekaj drugačnega časa. Stana ponovno zagospoduje in takrat spet prične zagnano načrtovati novo. Načrta seveda ne bo uresničil, a nič za to. Volja in očaranost, ki ga potiskata naprej, mu pomagata, da si spet za nekaj strastno prizadeva. Vse podredi tej neki višji stvari in v vsem, kar počne, je sedaj toliko smisla, toliko priložnosti in toliko lepote. Življenje se mu zdi osmišljeno bolj kot kadarkoli poprej. Vsi pretekli ponesrečeni poskusi in polomije so zdaj pozabljeni. Otresel se je starih odgovornosti, jalovosti početij in utrujenosti. Pogum in občutek, da se je tok življenja sedaj končno preusmeril, štrlita iz pol novih nesojenih trenutkov sreče. Izgleda, kot da se je večni spopad vendarle polegal. A ni tako. Le obliko je brezsramno spremenil, pritajil se je, prilagodil si je okoliščine, da se je lahko še bolj izostril. In Stanovo osamljeno trepetanje se lahko nadaljuje in še naprej vzdržuje to samoto. Vendar je osamljenec Stana pravzaprav močan v tej svoji šibkosti. V njem klije moč, ki povratno kaznuje samoto. V sebi ima čudenje in trmo in pogum in zna vstopati v vsakršne resničnosti. Zato so lahko odtisi, ki jih bo Stana pustil za seboj, krepki in za zmeraj. Velika preizkušnja, ki jo prestaja Stana, ima pomen le znotraj takih psiholoških sten, kjer obup pomaga živeti. Kot so grenke trave dobre za želodec, so grenki dnevi dobri za izboljšanje čudi. Kaktus. Oče je rad rezbaril. Imel je talent za izdelavo krožnikov, žlic, skrinj, pladnjev, ptic in košut, vsega, kar se je dalo izrezljati iz lesa. Ko sem bil star okoli 9 let, je izrezljal nekaj nenavadnega. Naredil je luknjico, da je skoznjo potegnil usnjeni pasek. Nato je ta čudni izdelek čvrsto zvezal okoli mojega pasu. Nisem ga smel nikoli sneti, le takrat, ko je prinesel novega, večjega. Bil je penis. V mojih sanjah oče še vedno izrezuje penise in ti postajajo vse večji. Zateguje jih okoli mojih bokov. Včasih sem prepleten z več usnjenimi pasovi. Ko zmanjka prostora okoli pasu, mi pasove zateguje v moje dekliške prsi. Režejo me do krvi. Z mene pa na vse strani štrlijo leseni falusi različnih oblik in velikosti. Sem kot kak falusni kaktus. Kaktusna kurčetina. Takrat tekam po dvorišču domačije okitan in prepleten s temi kurci in kričim: jaz sem Stana, kapitan Stana. Iz lesenih penisov pa na vse strani prši mleko. Mlečna slama. Ideja nebeške ceste, Mlečne poti, sega daleč nazaj, do Zevsa. Ta je enkrat dopustil, da je Heraklej, medtem ko je Hera spala, sesal mleko božanske žene in tako naj bi dete dobilo božje lastnosti. Ko se je Hera zbudila in ugotovila, da doji neznanega dojenčka, ga je odrinila. In kapljice njenega pršečega mleka so tedaj postale Mlečna pot. Po drugi legendi je krščanski bog kaznoval človeka in zato na nebu pustil sledi slame, da bi odslej vsi ljudje videli to svarilo. Že nekaj časa Stanova hoja ni bila hoja nespornega gospodarja, moža, ki je nekoč prevzel očetovo mesto. Tisto zimo je zbolel. Če je kdo hudo zbolel, so uporabili stari način zdravljenja s simboličnim prehodom v drugi svet,
in so bolniško posteljo prekrili s slamo. Slama ima magično moč za bogove in za duše. Obredne darove so položili na slamo ter povabili bogove in duše prednikov, naj se spustijo in jih sprejmejo. Božanski boter je nato vodil dušo po botrovi slami v drugi svet. Izpod bele rjuhe stanove postelje so na robovih silile trde slamice. Njihov vonj je zajel bolnikovo sobo in se mešal z vonji zelišč. 2 tedna so dnevno menjavali slamo in tako skušali bolnika očistiti bolezni. Po povratku z Mlečne ceste naj bi Stana okreval. Toda slama in boter nista imela moči. Noben čudež se ni zgodil in slamnata postelja je postala smrtna postelja. Stana je takrat zaprosil, da bi bilo njegovega trpljenja konec, in prošnja je bila uslišana. Do odhoda ga je ločil še 1 letni čas. Na pozno pomlad je odšel po Mlečni poti. Kamorkoli že ga je vodil božanski boter. Objava. V lokalnem časopisu so ob njeni smrti zapisali: Na pokopališču v majhni vasici je bila prejšnji torek zvečer pokopana 82-letna Stanica Virginiša, ženska, ki se ni nikoli poročila in je živela ter se obnašala kot moški. Ko je Milivoju T. nesrečno umrl njegov edini sin, edini fant med 5 sestrami in nato leto kasneje še njegova žena, in ko se je že zdelo, da bo zavedno ugasnilo ognjišče tega doma, se je oče Milivoj T. ozrl po sinu med hčerami. Najmlajša hči, Stanica, je takrat obljubila, da se ne bo nikoli poročila, da bo ohranila in varovala očetnjavo, dokler bo živa. Njena zgodba bo šla skozi čas in čez deželo. Poslednji posnetek. Mislim, da nisem imel več kot 5 let, ko sem začel kaditi. Od takrat nisem prenehal. Ko sem bil star 7 let, me je oče naučil streljati s puško. Potem so me začeli oblačiti kot dečka in z drugimi sem gnal ovce na pašo. Ko so moji tovariši oblekli pasove z namišljenim orožjem, sem to storil tudi jaz. Ko so jezdili, sem to storil tudi jaz. Ko so metali kamenje v tarče, sem storil enako. Pri 13 letih sem nekaj mesecev imel ženski cvet. Kri je nekega jutra pustila madeže in postavila na laž moje ime. Kasneje nikoli. Mislil sem, da je to morda rana zaradi tesnih preves čez prsi, ki tam spodaj išče pot iz mojega telesa. Ko sem odraščal, se nisem vračal h krilu, ampak sem še naprej delal in se zabaval kot moški. Sem zelo trmast. Če bi moral postati nazaj prava ženska, bi raje izgubil glavo. In gorje vsem, ki bi se mi drznili posmehovati. Taka oseba bi drago plačala. Pozneje, ko je nastopil čas, sem začel opravljati vsa najtežja moška opravila: košnjo, oranje, spravljanje sena, žetev. Delo je bilo zame vedno najpomembnejše. Bil sem močan fant. Nikoli nisem nikogar spraševal za nasvet. Sekanje lesa, zaščita živali in družinske lastnine, sprejemanje družinskih odločitev, zastopanje družine na skupih so bila moja opravila. In ohranjanje družinske časti, vse sem zmogel. Mene ni bilo mogoče ponižati. Hišiti hiše ni enostavno, veste, z ženskim pasom in moškim glasom. In moški so me vabili medse, mi vedno dali mesto, ko so igrali karte ali prsten. Z njimi sem tudi pil rakijo, v mladosti vedno le 1 kozarec. Stari duhoven mi je nekoč rekel: nikoli ne pij žganja, ker lahko prinese sramoto tebi in vaši hiši. Človekova čast je njegova osebna zadeva in nihče ne sme na kakršenkoli način ovirati ali omejiti obrambe dostojanstva. Razžalitev se nikoli ne odpusti. Tako dejanje se lahko plača s prelivanjem krvi. In bili so tudi taki časi.
O njih nisem razpravljal z nikomer, ko sem ravnal, kot sem moral. In še zdaj ne vidim, da bi lahko storil drugače. V življenju počnem vse, kot se mora. To je moja usoda. Hišiti hiše ni enostavno, veste, z ženskim pasom in moškim glasom. Rad pijem kavo brez sladkorja in kadim. Pijem kavo in sem. In rad sedim v gostilni. Včasih je bilo težko dobiti cigarete, zdaj je drugače. Ves dan kadim. To mi pomaga razmišljati s čisto glavo. In v oblakih dima pijem skupaj z moškimi. Pogovarjamo se. Nobenega ženskega dela ne opravljam. Sorodnice in sosede to storijo zame iz dobrodelnosti ali za majhno plačilo. Vsakega novembra praznujem praznik nad angela Gabriela. Gabriel v rokah drži lilijo, trobento in sijočo svetilko. Sebe vidim kot Gabriela. Poslan sem, da vam povem dobro novico. Kot gospodar hiše na praznik sprejmem goste, prižigam svečane sveče in opravljam obred. Všeč mi je nadangel Gabriel, ker je ženski nadangel. Vsaj zame. A sveti križ za mojo obrambo je odšel neupravičeno z mojo mamo. Ne, tukaj nimamo homoseksualnosti. O teh novitetah ne vem nič. Sem brez spola in brez seksa, kot puščavniki. Ali sem bil kdaj zaljubljen v žensko? Srce se mi zlomi, ko me kdo vpraša kaj takega. Sovražim, da me zlorabljajo za takšne špekulacije, 2 moška in 2 ženski, da se poročita. To je konec sveta. Bog mi je dal to, kar sem. Biti lezbika ni isto kot biti virginiša. Ne mešajte tega z lezbikami, ali pa jih boste dobili. Imel sem precej dobrih in precej suhih let. Zdaj imam v lasti 3 krave, delavnico, hišo in lep kos zemlje. To je ostalo od naše zapuščine. A nekdaj smo imeli čredo 50 in več ovac, najboljše kakovosti. Reja in trgovanje z živalmi sta bili tako dobri, da sem moral najemati dodatno zemljo. Zdaj pa oddajam svojo. Joj, hišiti hiše ni enostavno, veste, z ženskim pasom in moškim glasom. Ljudje me vedno obravnavajo kot moškega, tako iz spoštovanja kot iz strahu. Občutljiv sem na vsako še najmanjše omalovaževanje moje moškosti. Če me pokličejo z ženskim imenom, me zelo razjezi. Zato sem včasih v take metal kamenje ali sem jih s palico po glavi. A nije večje žalitve, kot so nespodobne besede za one stvari spodaj. Takrat vzamem pištolo in streljam brez sočutja. Ne maram ženske družbe. Ženske zmeraj želijo vse vedeti, želijo razpravljati o vsem, od morja do reke Donave. In prekinjajo moške pogovore in to mi ni všeč. Ženska ne more nikoli tekmovati in se primerjati z moškim. Ženske se zelo razjezijo, ko jim povem, zakaj imam raje moške. Pa naj bodo jezne, ne zamerim jim. A res je, kar pravim. Hišiti hiše ni enostavno. Z ženskim pasom in moškim glasom. Nikoli se nisem smel poročiti. Moj status zahteva večno nedolžnost in kršenje bi terjalo smrt, morda s kamenjanjem, ne vem. Moja mladost je bila včasih glede tega pusta, a minila je kot jutranja rosa pod soncem. Ja, fantje so me pogosto dražili, ampak sem jim samo obrnil hrbet in jim pokazal, da me ne zanimajo. Seks? Zakaj bi se mudil s seksom, ko je moja družina že tako in tako dovolj velika? Da bi zaklenil očetovo hišo in odšel s kakim? Ja, bili so tudi taki, ki so hrepeneli, da bi se me polastili in bi moj trebuh več ne bil raven. Enkrat, ko sem spal, se me je neki mladenič celo poskušal dotakniti. In od takrat se za nekaj let nisem ločil od pištole. Rad pojem in igram glasbila, dober sem v tem.
Peti sem se naučil, ko sem hodil na poroke in poslušal starejše moške. Ko so peli, sem vadil z njimi. Sedel sem v kotu na drugi strani sobe in ko so oni peli, sem jaz tiho pel z njimi, da jim ne bi pokvaril pesmi. In malo poješ danes, malo poješ jutri in potem znaš. Naučil sem se. Ne, nikoli mi ni bilo za nič žal. In v mojo hišo so prihajali dobri ljudje in bila jih je vedno polna. Stopil sem na prag hiše in jim izrekel dobrodošlico s kozarcem žganja. Enako kot je storil moj oče in enako moj ded. O ja, pel pa sem že od otroštva. In všeč mi je bilo. Všeč mi je bilo. A nisem imel veliko časa za življenje. V ponedeljek imam obletnico, star bom 80 let. Odživel sem življenje očetovega sina. Veste, ni enostavno biti z ženskim pasom in moškim glasom. Če bi mi zdaj dovolili, da svobodno izbiram, da spet postanem ženska, najprej bi se moral vrniti do otroštva in spet postati deklica, nato mlada ženska, se poročiti, biti mati, to je predolga pot, ne bi mi uspelo. Zvečer, ko se po delu vrnem domov, prižgem svetilko. Hiša je sedaj pusta in prazna. Sam sem kot ptica v gori. In od samote in osamljenosti v meni zagori žalost. Potem se najprej zjočem in šele zatem zakurim v peči. Blazina je shramba mojih solz. Tako je prepojena z njimi, da so postale kristali. Kdor bi legel v mojo posteljo, bi se porezal na njihovih ostrih robovih. Hišo sem urejal z ženskim pasom in z moškim glasom. Zdaj sem že precej bolan. Veliko vsega me boli. Zdravnik pravi, da je to tudi posledica slabo razvitih dojk. Tako stanje je povzročilo tesno povijanje s platnenimi trakovi. Svojo družino sem zaprosil, naj me nikoli ne osramoti in naj me pokoplje dostojno. Za svojo zadnjo pot sem si že kupil primerno obleko. Moško obleko.